Najlepša hvala in lep pozdrav še iz moje strani. V moji predstavitvi ne bom govorila o dejanskih sušah, ampak o namišljenem pomanjkanju vode. Predstavitev pa je naslovljena z vodni tok mora biti konstanten pogledi lokalnega prebivalstva na gradnjo hidroenergetske infrastrukture na Kranjskem. Nepoznavanje nove hidroelektrične oziroma hidroenergetske infrastrukture ter nje socialno-okoljskih vplivov na prelomu iz 19. v 20. stoletje je imelo v posameznih primerih za posledico strah, pa ne le pred elektriko, ampak tudi pred domišljenim pomanjkanjem vode. Z našim prispevkom bom poskusila osvetliti poglede lokalnega prebivalstva, živečega v vaseh pod Karavankami, na izgradnjo hidroelektrične infrastrukture, ob tem pa se bom zlasti fokusirala na razloge za odpor, ki se navezujejo na vpliv hidroelektrarn in akumulacij na naravni vodni tok alpskih rek in potokov. Pri tem bom izhajala iz koncepta socialno-tehničnih imaginarijev oziroma predstav, ki jih Sheila Jasanoff in Sang-Hyuna Kim dojemata kot kolektivne in javno uveljavljene vizije o možnih prihodnostih, za katere si družbe prizadevajo ali pa se jim upirajo. Te predstave imajo za posledico skupna prepričanja in so hkrati ključne za razumevanje, kako si družbe razlagajo spremembe ter podpirajo ali se upirajo transformacijam v svetu, ki jih poganjajo tehnologije. Če prvo pogledamo geografsko zamejitev samega prispevka, torej geografsko sem se zamejila na vasi ležeče ob reki Savi in njenih pritokih pod gorsko verigo Karavank, ki so v izbranem obdobju spadale pod občino Breznica v okrajnem glavarstvu Radovljica in imate tudi označeno točno, kje se je nahajala potem dograjena hidroelektrarna. V izbrani gorski verigi izvirajo in se v Stavo iztekajo številni pritoki hudourniškega značaja. Mnoge med njimi, to se pravi mnoge te reke, se je še na prelomu stoletja izkoriščalo kot pogonsko silo za izvajanje gospodarskih dejavnosti in sicer za pogon mlinskih in žagarskih obratov, kovačij, predilnic in tako dalje. Zlasti primeren za to je bil potok Završnica, na katerem bo glavni fokus, kjer je v začetku 20. stoletja vodno silo še vedno izkoriščalo 6 žag, 3 mlini, parketarna, kovačija in pa predilnica. Sam potok Završnica izvira v zelenici pod Stolom, teče po dolini Zavrh, kar imate lahko tukaj vidno, ki izvira, teče po dolini Zavrh in se potem pri vasi Moste izteka v reko Savo. Struga od izvira do izliva znaša 8000 metrov, vodno količino pa je bilo mogoče izrabljati že 2000 metrov pod samim izvirom. Poleg tega v razmeroma kratkem toku premaga veliko višinsko razliko, kar je še dodatno doprineslo k primernemu značaju potoka za gradnjo vodnih pogonov, kot tudi za elektroenergetsko izrabo. V drugi polovici 19. stoletja so dosežki industrijske revolucije sprožili proces modernizacije, ki ga je med drugim spremljalo zagotavljanje novih virov energije. Če do tedaj energetski razvoj Avstro-Ogrske monarhije temeljil na premogu, se je ob njem postopno uveljavljalo izkoriščanje belega premoga oziroma vodnih sil, rek in potokov za proizvodnjo električne energije. To začetno obdobje elektrifikacije, ki se razteza do konca Prve svetovne vojne, pa je bilo zaznamovano zlasti z zasebnimi iniciativami na področju energetike ter uvajanjem lokalne elektrifikacije. Postopno uveljavljanje novitet, to se pravi elektrike, v gospodarstvu kot vsakdanu ljudi, pa je za posledico imelo med drugim ustanavljanje družb, ki so z namenom gradnje hidroelektrarn odkupovale vodne pravice na rekah in potokih. S tovrstnimi družbami oziroma interesanti se srečamo tudi na Kranjskem. S tem se vračamo ob Završnico, za katero se je leta 1904 začela interesirati strojna tovarna Ganz & Co. iz Löbersdorfa blizu Dunaja.
Ta je na završnici načrtovala prvi hidroenergetski objekt, ki bi z elektriko namenjeno za pogon in razsvetljavo oskrboval večji del Gornje Kranjske. Za gradnjo hidroelektrarne pa je bilo potrebno pridobiti koncesijo, podeljeno strani pristojnega okrajnega glavarstva ter vodne pravice in zemljo, ki pa so bile v mnogih primerih privatna last. In pridobivanje le-teh razkriva odzive lokalnega prebivalstva na novo infrastrukturo ter vznik predstav ali vizij možne prihodnosti za vasi pod Karavankami. Zdaj, začetki zavzemanja te firme, kot sem že omenila, segajo v leto 1904 in se raztezajo do leta 1908. Zlasti iz obdobja prvih 3 let pa so se v Arhivu Republike Slovenije ohranili mnogi dopisi lokalnega prebivalstva kot odziv na prvo zavzemanje za gradnjo hidroelektrarne v tem predelu Kranjske. Z analizo teh dopisov sem poskusila pokazati poglede lokalnega prebivalstva na novo nepoznano infrastrukturo ter prisotnost predstav ali vizij možne prihodnosti za te vasi. Redkejša pisma oziroma dopisi iz leta 1904 so pisane v zelo pozitivnem tonu. Pisci v njih namreč pozdravljajo gradnjo nove infrastrukture. Zlasti zanimivo pa je pismo posestnice in lastnice tovarne sukna ob Završnici, ki je ob denarni vsoti podala dodatne pogoje, pod katerimi bi predala svoje vodne pravice in zemljo omenjenemu interesantu. Med pogoji je navedena izgradnja elektromotorja, ki naj bi nadomestil vodno moč, ki sedaj poganja njeno poslopje. Gradnja nove hidroelektrarne pa njeno ne bi smela vplivati na njeno tovarno. Interesant pa bi mogel zagotoviti, da bo tudi po dograditvi hidroelektrarne vode za pranje in kuhanje suknja vedno dovolj. Zdaj, če citiram drugi dopis: rabim to vodo kot gonilno moč za Kovaško obrt, kakor za piti, za ljudi in živino, sploh za vse. Ta voda mora ostati, kakor je bila zmeraj in se ne sme kazati drugače. Konec citata. Je bilo zapisano v pismu iz leta 1905. Tega leta se je lokalno prebivalstvo lahko prvič ogledalo predložene načrte tovarne Gancenko po veljavni vodnopravni zakonodaji. Za deželo Kranjsko pa je bila razpisana tudi prva komisijska obravnava na licu mesta. Število omenjenih dopisov se v tem letu zviša, gre pa v mnogih primerih za ugovore proti gradnji, kot je razvidno že iz zgornjega citata. V teh ugovorih so se mnogi lastniki vodnih pravic sklicevali tudi na veljavno vodnopravno zakonodajo iz leta 1872. In v okviru deželne zakonodaje o vodah za Kranjsko je bila ob splošni rabi oblikovana kategorija druga raba voda, za katero je lastnik moral pridobiti dovoljenje pristojnih organov, kot že omenjeno. Med objekte, ki so se prištevali v to kategorijo, pa so bili zlasti zajezitve ter vodni pogoni, ki so izkoriščali vodno moč. Lastniki tovrstnih objektov pa na izgradnjo in vzdrževanjem teh objektov ne bi smeli ovirati vodnega toka, povzročati škode drugim uporabnikom vode ali trošiti vode. Tako je v svojem dopisu lastnica žage in mlina na Završnici zapisala sledeče, če citiram: nikakor ne privolim v naprošeno koncesijo firme Ganzenko, ker ima moj mlin stare vodne pravice in se ga mora v smislu vodnopravnega zakona v prvi vrsti zavarovati, pri čemer mora vodni tok ostati tak, kot je. Ne dovolim, da bi se vodni tok spremenil in sploh ne dovolim, da bi se vodno silo zamenjalo z električno energijo. Konec citata. Tudi v primerih predaje oziroma prodaje vodnih pravic so lastniki le-teh v dopisih navedli dodatne pogoje, ki naj bi jih tovarna izpolnjevala. Tako je lastnik enega izmed še delujočih žagarskih objektov na Završnici zapisal, če citiram: žaga ostane meni in jo smem tako preustrojiti, da še lahko naprej žagam. Če bi pa vode manjkalo, mi mora tvrtka prodati toliko moči, kar jo ta žaga potrebuje. Konec citata.
Spet v drugem pismu pa se navaja, da naj bi izvedba projekta onemogočila in oškodovala vodne sile obstoječih vodnih naprav na završnici. Pogledi na gradnjo nove infrastrukture pa niso prihajali le strani lastnikov vodnih pravic ter zemlje, potrebne za gradnjo, ampak tudi strani gospodarskega odseka oziroma gospodarskih odsekov vasi pod Karavankami. Gradnja projekta namreč ne bi prizadela le obstoječih vodnih pogonov, ampak bi vplivala tudi na planine namenjene paši. Gospodarski odseki so tako na svojih sejah določili pogoje, ki bi jih tvrtka oziroma tovarna Gancenko morala izpolnjevati ob gradnji ter po dograditvi hidroelektrarne. Navedeno je, da brez vode ni paše, torej na planinah bi moralo biti tudi po dograditvi dovolj vode za pašo. Izražen je bil tudi strah pred morebitno izsušitvijo vodne struge završnice in v primeru, da vode ne bi bilo dovolj oziroma, kot je bilo navedeno, bi se ta posušila, so gospodarski odseki zahtevali napeljavo vodovoda ali, če citiram, dograditev vodnjaka na elektriko. Dograditev vodovoda so zahtevali tudi v primeru uporabe do tedaj pitne vode za živali in ljudi za potrebe hidroelektrarne. Voda, ki se bo vzela za pogon hidroelektrarne, je bilo zapisano, naj bi izgubila svoje predhodne vrednosti in bila potlej nepitna. Ob završnici naj bi se za novo napravo potrebovalo tudi njene stranske pritoke, pomembne za napajanje živali in močenje travnikov. Te vode gospodarski odseki niso želeli predati tovarni, saj se bi na njej v prihodnosti lahko dogradili novi vodni pogoni, to se pravi novi mlini, žagi in tako dalje. Nazadnje se je v pismih gospodarskih odsekov navajalo še, da mora število mlinov in žag v vaseh Moste in Žirovnica ostati enako tudi po dograditvi nove hidroelektrarne. Zdaj, z začetkom 20. stoletja je v celotni Avstro-Ogrski postalo aktualno vprašanje o širši elektrifikaciji monarhije. Ob tem je prevladovalo mnenje o izrabi lastnih naravnih virov energije, zlasti vodne energije, alpskih rek in potokov. V okviru potekajoče intenzivne javne razprave je vprašanje o širši elektrifikaciji zlasti perifernih predelov postalo pereče tudi na Kranjskem. Kot glavni pobudnik tovrstne akcije v letu 1909 ob občinah Gornje Kranjske nastopil Kranjski deželni odbor. Pozornost pa je bila ponovno usmerjena v potok Završnico. Če ob zavzemanjih tovarne Gancenko med lokalnim prebivalstvom prevladovalo nasprotovanje gradnji ter strah in nezaupanje novi in nepoznani infrastrukturi, imamo ob ideji za izgradnjo sprva občinske in potem dejanski dograditvi deželne hidroelektrarne drugačne odzive lokalnega prebivalstva. Razlogov za spremembe v pogledih na hidroenergetsko infrastrukturo je seveda več in se jih v tej predstavitvi ne bom posebej dotaknila. Bi pa na tem mestu še predstavila primera kupnih pogodb za vodne pravice in zemljo potrebne za gradnjo. S tovrstnimi pogodbami je dežela Kranjska od posestnikov in lastnikov vodnih pravic le-te odkupila in prevzela v polno pravno in nepreklicno last, kar je za posestnike pomenilo, da so s prodajo vodnih pravic le-te ločili od starih vodnih pogonov. V posameznih primerih je ob vodnih pravicah dežela od posestnikov odkupila tudi celotna zemljišča, torej stanovanjskimi in gospodarskimi poslopi, vodnimi pogoni, dvoriščem ter celotna zemljišča. Če sedaj pogledamo te dva primera kupnih pogodb. Pri prvem primeru kupne pogodbe med lastnikom mlina in žage na Završnici in deželo Kranjsko je bila lastniku kljub prodaji vodnih pravic dovoljena nadaljnja uporaba vodne sile Završnice, vendar le v primeru, da se ta voda ne bi rabila za hidroelektrarno, torej v času izgradnje naprave, polnjenja akumulacije in tako dalje. Če bi v prihodnosti prišlo do spremembe vodnega toka zaradi dograditve hidroelektrarne in bi to povzročilo škodo sedanjemu lastniku vodnega pogona na Završnici, se le-ta po kupni pogodbi sodeč ne bi smel pritožiti.
naj bi vodne pravice deželi Kranjski prodal lastnik Žage ob Završnici, in sicer v decembru 1912, ko je bila gradnja hidroelektrarne že v polnem teku. Za nadomestitev vodnih pravic, ki so bile prepisane na deželo v polno in nepreklisljivo last, se je dežela Kranjska zavezala postaviti novo Žago, in sicer na parceli, ki jo bi izbral lastnik sam. Nov objekt bi moral starega popolnoma nadomestiti, med novo in staro Žago pa je bila prisotna bistvena razlika. Saj so staro Žago gnala vodna kolesa, novo Žago pa naj bi poganjal elektromotor. Elektrika za pogon pa bi na deželne stroške prihajala iz nove hidroelektrarne. Načrtovano je bilo, da bo nov žagarski objekt dokončan, ko se bodo vodne moči potoka Završnica pričele izrabljati v hidroelektrarni oziroma ko vodne sile Završnice zaradi delovanja hidroelektrarne ne bo več dovolj za delovanje starega žagarskega objekta. V kupni pogodbi pa je bilo še navedeno, če citiram, če bi se vsled odvajanja Završnice na deželno elektrarno struga Završnice toliko osušila, da bi Alojzij Rev, to je lastnik Žage, po svojem sedanjem vodovodu ne dobival več potrebne vode za pitje, kuho in napajanje živine, se zaveže dežela Kranjska prispevati k dejanskim stroškom za nadomestno vodno preskrbo s 30%, vendar ne več kakor svoto 200 kron. Če za zaključek prvo citiram iz enega od pisem iz leta 1905. Gotovo je, da se bude na tem potoku prej ali pozneje napravila kaka velika vodna naprava in da bodemo mi drugi vodni interesanti naše mline za primerno ceno prodali. To je leta 1905 napisala ena izmed lastnic vodnih pravic na Završnici, no in 10 let kasneje, leta 1915, je bila deželna hidroelektrarna Završnica dograjena. S čimer pa se je do neke mere uresničila predstava oziroma te vizije lokalnega prebivalstva o prihodnosti vasi pod Karavankami. Kot je bilo razvidno iz prvega dela današnje predstavitve, so bili ob prvem zavzemanju za gradnjo hidroelektrarne v letih 1904 do 1908 pogosti ogovori strani lastnikov vodnih pravic na Završnici. Pri analizi dopisov sem bila zlasti pozorna na predele, kjer pisci omenjajo vodni tok oziroma vodno strugo potoka Završnice ter vpliv hidroelektrarne z akumulacijo na vodno kvantiteto in kvaliteto. V pismih so tako pogosto prevladovale predstave, da bo gradnja nove infrastrukture v Alpah imela za posledico primanjkovanje vode za starejše vodne pogone, kot tudi za vsakodnevno rabo in za napajanje živine. V pismih je celo izražena zaskrbljenost navezujoča se na vizijo o popolni sušitvi struge Završnice po izgradnji hidroelektrarne. In dejansko so se nekatere predstave o prihodnosti z dograditvijo hidroelektrarne Završnica uresničile. Kot je razvidno iz skupnih pogodb podpisanih med posestniki in lastniki vodnih pravic ter deželo Kranjsko, je z izgradnjo hidroelektrarne Završnica za lastnike starejših obratov nastopila neke vrste suša. Vodna sila potoka Završnice, ki jo je dotedaj koristilo lokalno prebivalstvo za lastne vodne pogone, je bila predana deželi za proizvodnjo električne energije in pogon hidroelektrarne Završnica. Hvala za pozornost.